Dobro jutro. Danes sem sicer vstal samostojno, sam od sebe že pred 5. uro, spat sem šel ob polnoči, ampak tale video pa snimam zdaj šele ob 7:30, zato ker včeraj je bil dež, zjutraj je bilo oblačno in zelo temno in sem počakal, da je dovolj svetlobe, kajti včerajšnji posnetek je bil preveč zrnat, tako da nisem hotel tega ponoviti. No, glede študija raziskovanja življenja je tako, da obstajajo različni viri informacij. Jaz sem prebral ogromno knjig, številnih religij, psiholoških knjig in podobno. Poslušal različne audioposnetke, videoposnetke na YouTubu. Praktično sem odkril ta vir informacij preko brskanja po YouTube posnetkih in potem sem naletel na te meddimenzijske intervjuje od Sonet Spis. In zdaj bom tudi povedal, zakaj recimo imam to slušalko v ušesu. Zato, ker preden začnem snemati tele intervjuje in potem stalno poslušam in izkoristim vsako razpoložljivo minuto v svojem dnevu za poslušanje izjemno zanimivih izobraževalnih audioposnetkov, ki jih producira ta naša razvojna skupina Destiny in večinoma so to meddimenzijski intervjuji z določenimi bitji. In tudi vam priporočam, da si to pogledate, vam bom potem še bolj podrobno razložil, ampak naprej, kako izjemno praktično je izobraževanje preko audio izobraževalnega materiala, preko audioposnetkov, ker lahko si nabavite eno tako fino zadevico, kot jo imam tudi jaz, in sicer najmanjši MP3 predvajalnik. Tole je iPod Shuffle, izjemno majčkena napravca, ki si jo potem lahko pripnete okoli vratu in kadarkoli imate razpoložljiv čas, še posebej recimo med sprehodom, med tekom, med vožnjo v avtomobilu, ko opravljate razna gospodinjska opravila, kadarkoli ne rabite početi neke zahtevne umske operacije, se lahko izobražujete preko audioposnetkov. In kje lahko dobite te audioposnetke? No, ta naša skupina Destiny je naprej te intervjuje začela objavljati brezplačno na YouTube videokanalu, s tem, da v ozadju audioposnetkov, ker seveda pač ni videa, so se dale določene slike, fotografije. No, potem se je pa zgodilo, da so nam iz nepojasnega razloga pred nekaj leti sesuli 2 videokanala, na katerem se je leta in leta nalagalo gor več tisoč teh video in audio posnetkov in zaradi tega je bilo treba obrati drugačno strategijo. Vsa vsebina se zdaj nalaga na naše lastne strežnike in dostopna je pa preko spletne strani EQUAF. Na tej spletni strani, to je v bistvu neka vrsta spletna trgovina, zaenkrat je zdaj tako narejeno, da je večina vsebine je plačljiva, ampak je zelo majčkena cena, glede na vrednost samega materiala. Dela se na tem, da bi potem v prihodnosti bil celoten material dostopen človeštvu brezplačno, ampak zaenkrat mora naša skupina tudi poskrbeti za svoje preživetje in dokler se ne vzpostavi dovolj zadostnega vira financiranja, bomo zaenkrat se morali obnašati komercialno. In kaj je vsebina gradiva na temu EQUAF portalu? To bom pa zdaj prebral, imam s sabo en tak plonk listek. Kljub temu, da govorim o besedah, kot je meddimenzijski portal, so zadeve čist praktične, zdravorazumske, uporabne. To je samo nov izraz, ker je pač to nova znanost o življenju, na nov način se raziskuje. Podobno kot če bi pred 500 leti nekomu rekel,
Veš kaj, ti bom pokazal, kako deluje elektrika, ne? Takrat še noben ni vedel, kaj to je, nihče ni vedel o obstoju elektrike. Danes imamo pa ogromno električnih naprav, snemam se evo s takim čudem, kot je mobilni telefon, in vse skupaj je samo nek znanstveni razvoj napredka, razumevanja življenja, kako življenje deluje, kako deluje ta matrica stvarstva, kako deluje kaj so ostale dimenzije, kako deluje prostor in čas. Skratka, ne se prestrašiti zaradi tega, ker so tukaj uporabljene določene besede, ki jih mogoče prvič v življenju slišite. Bodite odprte glave in si dajte možnost in poslušajte te posnetke oziroma raziščite to gradivo. Torej, vsebina, kaj je vsebina tega gradiva, pa bom kar prebral te razna poglavja, ki so na tem portalu EQUAF. Prvo je Fears and Phobias. To so posnetki, ki govorijo o raznih fobijah in strahovih. Potem Why am I? Eksistenčna vprašanja v smislu življenja, kaj je smislu našega obstoja, kako razumeti samega sebe, od kod smo prišli, kam gremo in take zadeve. Potem Death Research. Kaj je smrt? Kaj se dogaja z človekom po smrti? Kaj se dogaja pred rojstvom? Potem The Quantum Mechanics of Paranormal Events. Paranormalne dogodki, kot so duhovi, razne te premikanje predmetov, kako je to delovalo, zakaj je tako delovalo, kakšne so bile spremembe na tem področju v zadnjih letih. Potem Parenting, Perfecting the Human Race. Odlično gradivo za vse starše. To je zelo poglobljena, praktično razvojna psihologija otroka, kako se otrokov razvija od rojstva naprej. Leto po letu, zelo natančno, zelo specifično. Potem The Metaphysical Secrets of Imagination. Kaj je v ozadju naše domišljije? Kako naša domišljija deluje, kakšne so posledice uporabe njene domišljije. Potem The Future of Consciousness. Kaj je zavest? Kako našo zavest izboljšati, kako se spreminja v zadnjih letih. Na to Relationship Success Support. Za vse ljudi, ki ste v odnosu, v partnerskem odnosu, ljubezenskem odnosu, ki ste poročeni, kako izboljšati medsebojne odnose. Cryon, My Existential History je naslednji. O Cryonu. Cryon je bila neka oseba, meddimenzijsko bitje, ki je izjemno močno sodelovalo pri izgradnji tega stvarstva. Quantum Systematization. Kako se je ta obstoj sistematiziral, da deluje avtomatizirano. Demons in the Afterlife. Kaj so bili oziroma kaj so demoni? Kako jih razumeti? Kakšna je bila njihova vloga? Zakaj so postali demoni? Quantum Mind Self-awareness. Samozavedanje. Kako povečati zavedanje samega sebe. Animals Alive Review. To so pa močni videoposnetki oziroma audioposnetki z intervjuji z živalmi, z različnimi živalskimi vrstami. Za vse ljubitelji živali, ki imate domače živali, pse, mačke in kakšen je odnos do njih, kako živali vidijo, zaznavajo svoje lastno telo, samega sebe, kako vidijo človeka, kako čutijo človekovo poseganje v okolje. Izjemno fantastična zadeva. The Crucifixion of Jesus. Križanje Jezusa. Kaj je bil Jezus? Kaj je pomen Jezusa? Kako se odraža ta simbolika križanja na križu v našem življenju? Kaj to pomeni za nas? Na to Equal Money. Posnetki o našem političnem predlogu, ki se imenuje Equal Money System oziroma enakovredni denarni sistem. Kako lahko zgraditi sistem na zemlji, kako spremeniti zakone, da bomo sistematično, brezpogojno zagotovili dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja na tem planetu. The Secret History of the Universe. Skrivnosti zgodovine vesolja, kako je vesolje nastalo,
kako so nastali planeti, kako je nastal magnetizem in podobno. Self-awareness step for the elite. Za elito, za ljudi, ki smo v zahodnem svetu, kako lahko izboljšamo svoje življenje, kako spremenimo sistem, kako lahko zagotovimo boljše življenjske pogoje, kako svoje miselne in vedenjske vzorce spremeniti. Potem Shocking Secrets of Masturbation. Masturbacija, samozadovoljevanje. Kaj je to? Kako razumeti energije orgazma? Kakšne so posledice samozadovoljevanja? Kakšne so posledice gledanja pornografije? Kako nastane odvisnost od spolnosti? Kako se zaradi dopuščanja teh stvari razvije obsedenost, ki se potem lahko kaže skozi posilstva? Kako to preprečiti? Kako se osvoboditi odvisnosti od teh spolnih energij? In kako začeti z prakticiranjem spolnosti na tak način, da je podporna za življenje, da ni uničujoča za nas, ampak da postane spolnost oziroma samozadovoljevanje kot nek naravni izraz nas kot fizičnega bitja. What is sex? Kaj je seks? Kaj je spolnost? Kako razumeti spolni odnos? Kaj se dogaja v smislu energij med spolnim odnosom? Zakaj je spolnost oziroma seks primarna motivacija vsakega človeka? Zakaj stalno hočemo seks? Kako se zopet osvoboditi raznih obsedenosti, zasvojenosti za seksom, ki so neka taka zelo močna droga? In kako zopet seks oziroma spolni akt za partnerjem, za drugim bitjem spremeniti tako, da bo naravni izraz našega fizičnega telesa, da je spolnost nekaj, kar počnemo v tem trenutku v fizičnem telesu, ne pa, da smo v umu med spolnostjo in da neke domišljijske predstave projiciramo in poskušamo živeti med spolnostjo. Na to Journeys into the Afterlife. Kako se je odprl meddimenzijski portal? Kaj se dogaja v onostranstvu? Kako je bilo vse skupaj zgrajeno in podobno. Atlanteans, Atlantici, ste že slišali za Atlantido? Nekem mestu, celini, primarni, kjer so živeli prvotni predstavniki tega sveta, stara civilizacija. Ampak kaj je v resnici Atlantida? To boste šele začudeni, ko boste to zvedeli. Reptilians, ste že slišali za reptile? Dovolj se govori o iluminatih in reptilih, o tem, kako imamo ljudje reptilske možgane. Kaj so dejansko reptili, pač kot bitja, ki so sodelovala pri ustvarjanju stvarstva. Potem Life Review, obnove življenja. To so pa v glavnem meddimenzijski intervjuji z določenimi ljudmi, ki so živeli na tem svetu in so potem umrli in so prišli zopet nazaj skozi meddimenzijski portal poročati o svojih vtisih v svojem življenju. In tukaj so izpostavljeni zelo taka specifična življenja, recimo nekoga, ki je bil aktivist, nekdo, ki je bil milijonar, nekdo, ki je bil, ne vem, slavna filmska zvezda. Kako so ti ljudje doživljali svoje življenje? Kaj so spoznali v trenutku smrti? Kaj so se zavedali potem, ko so umrli, ko so naredili revizijo svojega življenja? Kaj so ugotovili, kaj so spregledali in kaj so sedaj zavedali, kako bi lahko drugače živeli svoje življenje? In mi se seveda lahko iz poslušanja teh videoposnetkov oziroma audioposnetkov marsikaj lahko naučimo, zato da ne bomo ponavljali enakih napak, kot so jih ponavljali oni, in da bomo lahko živeli bolj kvalitetno življenje. Na to The Soul of Money, duša denarja. Kako deluje denarni sistem na tem svetu? Kaj pomeni denar? Zakaj je postal denar glavna gonilna sila naše civilizacije, človeštva? Kako lahko denar spremenimo, da ne bomo tako obsedeni z njim? Kako lahko spremenimo denarni sistem, da bo zagotovil dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja na tem planetu?
Potem so še določeni glasbeni audio posnetki na voljo na Ekvafe portalu. To so glasbena dela mojstrovine določenih navdušencev Destiny gibanja, ki so glasbeniki in tudi preko besedil ozaveščajo ljudi. In potem je na portalu poleg audio posnetkov so tudi še knjige. Knjige, predvsem bi poudaril knjigo z naslovom Virus Free Mind, torej brez virusov. To je prva knjiga, ki jo je napisal Bernard Pullman, ki pomaga razumeti, kako človeški deluje in kako se lahko osvobodimo teh umskih virusov oziroma škodljivih miselnih vzorcev. In zdaj še presenečenje. Kljub temu, da je ta gradiva na tej spletni trgovini Ekvaf, da so plačljiva, sicer po minimalni ceni, pa za poskušino omogočamo tudi nekaj brezplačnega gradiva. In sicer imate na portalu v tem trenutku več kot 230 brezplačnih gradiv. Predvsem je veliko audio posnetkov in zato vas vabim, da greste gor in si jih naložite in si jih poslušate. Jaz sem pa te audio posnetke brezplačne tudi združene v moji mapi na Google Drive disku in so še tudi majčkeno izboljšani po kvaliteti. Tako da kdor želi, mi pa lahko osebno pošlje sporočilo, e-mail, Facebook sporočilo, YouTube sporočilo, kakorkoli in mu bom lahko poslal po elektronski pošti povezavo do teh audio posnetkov. Tako da izkoristite to zakladnico znanja za človeštvo, to so res življenjsko pomembni intervjuji, šola življenja, ki jo vsi krvavo potrebujemo. Izkoristite to, da bomo lahko povečali svoje zavedanje in izboljšali razmere na tem svetu. Srečno!